dan vsem skupaj. Tudi na željo predavatelja, in ker je tako prav, začnemo ob 11. uri. V naši sredi pozdravljam dr. Dušana Rutarja, psihologa, publicista, filozofa. Verjetno bi se dalo našteti še kaj drugega. Včeraj smo že začeli z nizom oziroma ciklom tako imenovanih odprtih predavanj v Cirius Kamnik, ko smo povabili dr. Karla Gržana. Danes pa ta cikl, ki je dejansko namenjen tudi tistim, ki niso samo neposredni uporabniki oziroma udeleženci v samem Cirius Kamnik, namenjen tudi zunanjim gostom. Dr. Dušan Rutar bo spregovoril o odvisnostih sodobnega časa. Tako da, dr. Dušan Rutar, predajam vam besedo in če želite seveda za uvod, poveste še kaj, kar sem morda izpustil oziroma kar bi želeli še vi dodatno povedati. Tako da, najlepša hvala za vašo pripravljenost. Prosim. Torej, dragi moji, jaz sem bil povabljen, da povem nekaj, kar slišite zelo redko ali pa sploh nikoli. Oziroma, povedal bom nekaj, česar še niste slišali. Kar je tudi namen predavanj, kajti kam bi pa prišli, če bi govorili o stvareh, ki jih že poznate. To bi bilo neučinkovito, neproduktivno in v končni fazi nesmiselno. Vabljen sem torej, da povem nekaj o tem, kako do odvisnosti od česarkoli sploh pride. Kaj se mora zgoditi v človeku, okoli njega, da lahko govorimo o odvisnosti. Ali drugače, zakaj nekateri ljudje postanejo odvisni, ni važno od česa, in zakaj nekateri ljudje ne postanejo odvisni. Zakaj se nekateri ljudje lahko upirajo skušnjavam, da bi postali odvisni, drugi pa ne. In zakaj je beseda odvisnost sploh pomembna? Ali je to nekaj dobrega, ali je to kaj škodljivega, ali kaj? Ko nanese beseda na odvisnosti, pogosto poslušate eno in isto. Pred kratkim sem poslušal na radiju eno od takih oddaj, ki je bila tako rekoč identična oddajam, ki sem jih kadarkoli v preteklosti slišal. Govorili so o odvisnostih mladih od računalniških iger, od zasvojenosti z medmrežjem, pametnimi napravami in seveda zraven dodali obvezno odvisnost od drog, prepovedanih substanc, pa še o mladih, ki se zabavajo in zadevajo z ekstazijem na zabavah in tako naprej v neskončnost brez veze. Povedali niso ničesar, novega, zlasti pa niso povedali ničesar uporabnega. Namreč, prvič, ali je res tako, kot so skušali ustvariti vtis, da je, ali je morda kako drugače. In seveda, kot sem že prej rekel, zakaj sploh je tako, če zares je tako. Torej, začeti moramo na začetku in se vprašati, kaj je odvisnost, kdaj govorimo o njej in, kot rečeno, kaj vse se mora zgoditi, da o njej sploh lahko razmišljamo. In da bi
razmišljanje na tak način je dobro imeti v glavi še nekaj. Namreč ljudje uporabljajo izraze, kot so vedno, vsi ljudje, večina ljudi ali pa nikoli in tako dalje. In pri tem so izjemno nenatančni, taki izrazi namreč ne povedo ničesar. Zelo redko kdaj lahko uporabimo izraz, kot je na primer vsi ljudje. Samo nekaj je stvari na tem svetu, za katere lahko rečemo, da veljajo za vse ljudi. Na primer, vsi ljudje dihajo kisik. Ta trditev je nesporno resnična. Kaj ti, kdor tega ne počne, je po približno 2 minutah že mrtev. Vsi ljudje morajo sprejemati energijo in z njo nekaj narediti, da lahko živijo. Samo še nekaj je takih stvari na tem svetu, potem se pa konča. In zelo hitro smo na polju, kjer že lahko razmišljamo, kako se odvisnosti začnejo. In do konca današnjega srečanja bom govoril o teh minimalnih pogojih za odvisnosti in pokazal bom, kako se to pokaže na začetku, kako se to kaže. Kdaj lahko sklepamo, da je kakšen človek na poti, da postane od nečesa, še enkrat bo pomembno od česa, odvisen. In če gremo lepo po vrsti, tisti, ki sicer hodite na moje predavanja, veste, da imam zelo rad tak način, tako formo, tako obliko predavanj, kot bo tale, namreč sklicujem se na znanost. Na znanost se je dobro sklicovati zato, ker najbolje pojasnjuje svet, v katerem živimo. Vsi drugi načini pojasnjevanja so slabši, so manj natančni in imajo manjšo napovedno vrednost. To, kar vidite, je en znanstveni članek, objavljen je bil natanko pred 2 dnevoma, 24. septembra, z področja nevroznanosti. Gre za neko raziskavo, ki še enkrat pokaže, kako smo ljudje naravnani k temu, kar že prispeva k nastajanju odvisnosti. K čemu smo naravnani? Naravnani smo k temu, da razumemo svet okrog sebe, da razumemo sebe, da razumemo to, kar se dogaja v svetu, tako, kot nam je všeč. Oziroma, tako, kot nam je, kot se reče, blizu. To pravi, zelo, zelo subjektivno. K temu smo nagnjeni. In raziskave potrjujejo, da natanko zaradi take nagnjenosti ljudje nimajo vedno radi dejstev, podatkov, številk, zato ker se lahko hitro znajdejo v položaju, v katerem se izkaže, da se v nečem motijo, da nimajo prav, da so vraževerni, da verjamejo v mite in da so pripravljeni še naprej verjeti v kaj takega. Čisto preprosto to pomeni, da so dejstva, objektivna dejstva, lahko zelo močno, miselno orožje v boju zoper vraževernost in med drugim tudi v boju zoper to, kar imenujemo odvisnost. In na tej točki že lahko rečemo, da so nekateri ljudje odvisni od vraževerja, da so odvisni
od takega načina razmišljanja o sebi, o svetu, o drugih ljudih in tako dalje, ki je popačen, ki jim ne omogoča jasnega vpogleda v svet, v katerem živijo. To je neka svojevrstna odvisnost. To ni taka odvisnost, kot je tista, ko je človek odvisen od tobaka, alkohola, kokaina, sladkorjev ali česa drugega. To ni taka odvisnost. Pa vendar je odvisnost. Zato tudi z njo začenjam. Človek namreč kaže močno nagnjenost, da se ne odreče takemu načinu razmišljanja o svetu, ki ga imenujemo niti, torej človek, ki se ni pripravljen, ki se upira, ki je pripravljen narediti marsikaj, tudi kako soočite z dejstvi, da bi še naprej verjel v to, kar verjame, je od tega, od takega načina razmišljanja, dojemanja sveta odvisen. Torej, eden od kazalnikov, eden od dejavnikov, ki nam pove, kateri človek je od česa odvisen, kdo je nagnjen k odvisnosti in kdo ne, je že ta, se pravi, vztrajnost oziroma odpornost napram dejstvom. Ok. Čeprav raziskave tudi kažejo, da vsaj tisti ljudje, ki so zmožni dvomiti v to, v kar sami verjamejo, da so pravzaprav že na dobri poti, da se otresajo take odvisnosti. Ta dvom, ta zmožnost, da človek dvomi v nekaj, je pomembna, kot boste videli kasneje, ko bomo govorili o zelo konkretnih oblikah odvisnosti. Nekatere so take, da človeka zlepa ne more nihče, nič ga ne more pripraviti, da bi začel dvomiti v to, kar počne. Čeprav je taka oblika vedenja lahko destruktivna, lahko je samodestruktivna, ni nujno, da bo človek začel dvomiti o njej, kar pomeni, da bo z njo, s tako dejavnostjo, nadaljeval. Torej, ni nujno, da z dejstvi, z razsvetljevanjem, tudi v tej oddaji je bilo rečeno, da bi poskušali zmanjševati odvisnosti, recimo mladih ljudi, naprimer od ekstazija, z razsvetljevanjem, z poučevanjem, z izobraževanjem in tako dalje. Nekatere ljudi na ta način lahko spravimo, ali pa se spravijo bolje v dvom glede lastnega početja. Nikakor pa ne vsi. Se pravi, razsvetljevanje ljudi, poučevanje, izobraževanje ni dovolj. Je super, je fajn, ni pa dovolj. Zato, ker je narava odvisnosti taka, da je odporna napram razsvetljevanju, idejam, znanosti in tako dalje. Odporna je. To je pomembna značilnost vsakega človeka, za katerega lahko rečemo, da je od česa odvisen. Odporen je pred spremembami, se pravi, nadaljeval bo svojim načinom vedenja, delovanja. Ok, tukaj vidite eno slico, ki jo silno rad pokažem. Ta je vzeta z medmrežja in sicer z nekega predavanja, ki ga je imel ameriški kognitivni znanstvenik Daniel Dennett. Daniel Dennett je uporabil tole primerjavo, tole slikco, ki jo vidite na zaslonu, ko je govoril o tem, kako deluje evolucija oziroma kako delujejo naši možgani. V vsaki zgodbi o odvisnostih so ključni možgani. Možgani namreč nadzorujejo vsako obliko našega vedenja. Torej, tudi tistega, za katero pravimo, da je odvisnost. Brez tega, kar se dogaja v možganih, sploh ne moremo govoriti o vedenju. Pravi, če hočemo govoriti o vedenju, o delovanju človeka, o odvisnosti, moramo najprej pogledati, kaj se dogaja v možganih takega človeka, kaj ti možgani nadzorujejo, kot smo rekli,
vse. Za možgane pa je značilno vsaj tole, kar bi rad poudaril. Poudari tudi Daniel Dennett ob tej sliki. Na levi strani namreč vidite termitnjak. Termitnjak, ki so ga zgradili termiti, majhne žuželke, ki v takem termitnjaku lahko jih je tudi do 70 milijonov. Na desni strani vidite Gaudijevo Sagrado Familijo, ki stoji v Barceloni. To je cerkev, ki so jo zgradili ljudje. Ampak še na prvi pogled je jasno videti, da je cerkev na desni neverjetno podobna termitnjaku na levi. Kako je to mogoče? To je mogoče med drugim zato, ker, zdaj bi zelo jasno poudaril še eno idejo. To je možno zato, ker delujejo na svetu, v katerem živimo, na planetu, v katerem živimo, nekatere zakonitosti, fizikalne zakonitosti, biokemične zakonitosti in druge zakonitosti, ki jih, na primer, ubogajo termiti. In vsak od termitov počne tisto malo, kar pač mu njegovi nevroni omogočajo. 70 milijonov termitov lahko zgradi termitnjak. Ne da bi imeli glavnega arhitekta, ne da bi imeli šefa nad seboj, ne da bi imeli pogodbe, ne da bi imeli načrte, kako se to naredi. Torej, to naredijo, ne da bi imeli idejo, kako se to naredi. Na desni strani je cerkev, ki jo gradijo ljudje in so jo zmožni zgraditi samo, če imajo natančne ideje, kako to narediti. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker vsaka sprememba v možganih je ali taka, da dolgoročno lahko privede do destruktivnega, samodestruktivnega vedenja ljudi. Ali pa je taka, da povečuje natančnost v človekovem delovanju. Razlika med možgani, ki jih imamo ljudje, in možgani, ki jih imajo recimo druge živali in nekaj malega tudi termiti, je natanko v tem, kar tukaj piše. Ljudje za svoje delovanje potrebujemo, oziroma evolucija nas je, hvala Bogu, opremila natančno izdelana kognitivna orodja, miselna orodja. Če naši možgani ne bi bili opremljeni s takimi miselnimi orodji, mi nikoli ne bi mogli zgraditi civilizacijo. Nikoli ne bi mogli zgraditi take cerkve, ki ste ravno kar videli. Kar bi bilo zelo zanimivo, v takem svetu primerjati termite in njihove termitnjake, recimo, z ljudmi in s tem, kar bi počeli ljudje, mogoče bi še vedno živeli v votlinah, naprimer. In ne bi zgradili niti česa takega, kar smo ravno kar videli. Zdaj, to, kar je značilno za človeške možgane, ki nadzorujejo vsako obliko vedenja, torej tudi tisto, za katero povem, da je odvisnost, so natančno izdelana miselna orodja. Kar pomeni, ker je to evolucijski izdelek, da bo čez 1000 let, čez 10 000 let, čez 100 000 let, če bodo ljudje še obstajali, miselna orodja, ki jih bodo takrat uporabljali, bistveno drugačna od orodij, ki jih uporabljamo mi danes. Zakaj to poudarjam? Zato, ker bom v nadaljevanju pokazal, kako se začenjajo odvisnosti in sicer glede na to, kaj se dogaja v možganih ljudi. Kasneje bomo videli tudi slike, ki ponazarjajo, kako dramatične so anatomske spremembe
v možganih ljudi, ki so od nečesa odvisni, in v možganih ljudi, ki niso odvisni. Sprva so razlike ekstremno majhne in jih sploh ne morate opaziti, ampak čez leta postanejo tako velike, da jih lahko posnamete, lahko date fotko gor, to bomo tudi naredili in se na lastne oči prepričate, kaj se je dolgo časa moralo dogajati v človeku, v njegovih možganih, da je postal odvisen od nečesa in kako je ta odvisnost od nečesa še naprej spreminjala anatomijo njegovih oziroma njenih možganov. To bomo preskočili, ker nas zdaj ne bo zanimali, tega pa ne bomo preskočili. V reviji Science in v reviji Scientific American sta bila nedavno objavljena 2 članka. Eden je spregovoril oziroma pokazal, prinesel izsledke raziskave, ki dodatno osvetljuje to, o čemer govorim. Primerjali so namreč, kako smo ljudje zmožni razumeti lastno vedenje, vedenje drugih ljudi in napovedovati vedenje z matematičnimi algoritmi, se pravi z računalniki, ki so jih oblikovali posebej ta namen. Se pravi, vedenje ljudi so opisovali računalniki, napovedovali, kako se bodo ljudje obnašali v prihodnosti in isto so počeli ljudje. In ugotovili, da ljudje v povprečju nismo dosti boljši od računalnikov. Se pravi, od algoritmov, s katerimi pač znamo opremiti računalnike, da to počnemo. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo ljudje v osnovi nagnjeni k temu, kar piše tukaj na desni strani, kar je objavljeno v tej reviji Scientific American. Nagnjeni smo, tukaj bomo izpostavili samo 3 oblike, ki pomagajo, če lahko tako rečem, k odvisnostim, o katerih danes govorim. Prva oblika vedenja je, tale tukaj čisto zgoraj, da ljudje praviloma v vsakdanjem življenju iz različnih razlogov, ker se nam ne ljubi, ker imamo premalo časa, ker smo zasedeni, ker smo zaposleni, ker imamo cel kup drugih upravkov, uporabljamo precej nenatančne heuristike. Temu se reče heuristika, to pomeni, da pojasnjujemo svet in svoje vedenje in to, kar se dogaja v nas, na načine, ki so precej približni. Praviloma torej nismo dovolj natančni. Zato uporabljamo miselna orodja, ki so drugačna od tega, kar smo ravnokar videli na prejšnjem slajdu, ki niso natančno dizajnirane, niso natančno oblikovane. Zato so naše zmote pri opisovanju sebe, drugih ljudi, sveta in tako dalje, zelo velike. V povprečju. V povprečju se velikokrat motimo. Med drugim bi bilo, to je tudi zanimivo, ker smo v šoli, zelo dobro, da bi imeli učenci in dijaki pri pouku ob sebi ves čas pametne naprave. Jaz ne vem, zakaj učitelji prepovedujejo rabo pametnih naprav, kajti, če bi jih imeli ves čas pred seboj in bi se jih naučili uporabljati, bi lahko sproti preverjali lastne napovedi, lastna prepričanja, glede česarkoli. Koliko je ljudi, ki so odvisni od tega, koliko je ljudi, ki so odvisni od onih, kajti vsi ti podatki so naloženi v pametnih napravah. Namesto tega se ljudje velikokrat še vedno zanašajo na svoje občutke, na svoje intuicije, ki pa so zelo torej niso dovolj natančne, v tem smislu nas roboti in računalniki prekašajo. Zlasti zato, ker niso subjektivno nagnjeni k temu, kar je druga točka. Confirmation bias pomeni, da smo ljudje pri presojanju, kaj se nam dogaja,
nagnjeni k temu, da potrjujemo, da iščemo v svoji bližini tiste podatke, tiste dejstva, vse tisto, kar potrjuje naša prepričanja, ki jih že imamo. In seveda, vedno znova lahko najdemo nekaj, kar potrjuje naše prepričanja. S tem postajamo od teh prepričanj vse bolj odvisni, težimo k temu, da bi jih še bolj potrdili, najdemo dejstva, ki jih potrjujejo, postanejo še bolj trdna, še bolj smo odvisni od njih, še bolj iščemo potrditve lastnih prepričanj in tako se lahko vrtimo v krogu v principu neskončnost, do konca življenja. To je ta confirmation bias je zelo velik. In pa social goals, se pravi, iščemo, ker smo socialna bitja, potrditve tudi pri drugih ljudeh in to se, kar sem ravno kar povedal, samo ponovi. Tukaj vidite, se že kažejo, močno kažejo zametki vsake možne odvisnosti ljudi, zaenkrat, če ni pomembno, od česa so odvisni. Ker to, kar zdaj govorimo, oblikuje njihove možgane, oblikuje njihova miselna orodja, ki jih uporabljajo in seveda to že vpliva na njihovo vedenje. Pa še nismo ničesar rekli o kokainu, ekstaziju, o drogi, o pornografiji, o čemarkoli. Še nismo. Zdaj še le pripravlja se teren, na katerem bomo kasneje na neki točki lahko rekli, obstaja določena verjetnost, da bo ta človek postal odvisen od nečesa, medtem ko ta drugi ne bo postal odvisen. Zakaj? Zato, ker je ta prvi že opremljen z vsem tistim, kar se mora zgoditi, da postane odvisen. Spravi, odvisnost ne pade z neba. Odvisnost od nečesa ni kar napisana, ne vem, v genih. Ljudje včasih mislijo, da ker imam take in take gene, si ne moram pomagati, sem od tega odvisen. Niti približno tako ni. Spravi, najprej je treba pripraviti teren. No in tega pripravljam. Kaj iz tega sledi? Naslednji dejavnik, ki se ga starši, ko vzgajajo svoje otroke, precej premalo zavedajo, je tale podatek. To je iz neke tudi raziskave, ki je bila objavljena pred kratkim. Raziskava potrjuje domnevo, ki jo poznamo že dolgo časa, da otroci v prvih letih življenja v svojem najožjem okolju, pravilno so to družine, že doživljajo, ne da bi seveda doživljali, ne da bi vedeli, zavest o tem ničesar ne ve, ampak se že dogaja v njih, se že dogajajo spremembe samega genoma. Zunanje okolje, recimo družinsko okolje, medsebojni odnosi, skrb za otroka, ki je taka ali drugačna, lahko vplivajo in tudi zares vplivajo na same genske sekvence, na genom otroka. Torej, to so podatki, ki nam dodatno povedo, kako ni res, da imamo recimo določen genom, seveda ga imamo, da rečemo sami sebe, jaz imam take in take gene, ali pa to je v moji naravi in jaz bom vse življenje tak. Ni res. Naše okolje, v katerem živimo, zaenkrat govorimo o zunanjem okolju, nismo še prišli do molekul, do hrane, do energije, tako dalje, spreminja naš lasten genom. Naš genom ob smrti, zato ni enak genomu ob našem rojstvu. In te izkušnje lahko spreminjajo ne samo genske sekvence, kajti naše možgane nadzorujejo do določene mere seveda geni. Spremembe iz zunanjega okolja, ki spreminjajo naš genom, spreminjajo naše možgane, spreminjajo anatomijo možganov. Nekaj, kar je kasneje zelo težko spreminjati nazaj. Zdaj vidimo že tretji dejavnik, se pravi od tega, kaj so ljudje prepričani, kakšne miselne orodja uporabljajo, tako dalje, če so nagnjeni, kaj se dogaja, preden se zgodi kakršnakoli odvisnost. To so otroci, ki so stari 1 leto, 2 leti, 3 leta, če nihče ni odvisen od kokaina, od ekstazija, nihče ni odvisen od pametnih naprav in ne hodijo 5 zvečer na zabave in se ne zadeva z ničemer. Zdaj se še pripravlja teren,
za kasneje. In tukaj zdaj vidimo, kako življenjske izkušnje lahko spreminjajo genom. Seveda, spet, te spremembe so lahko pozitivne, lahko so koristne za, naprimer, za otrokov razvoj, lahko so seveda destruktivne. Zaenkrat je pomembno, da so te spremembe lahko obsežne. In ko se take spremembe dogajajo, o tem praviloma seveda otrok itak nič ne ve, tudi starši ničesar ne vedo, redko kdaj komu sploh pride na misel, da bi se ukvarjal z takimi raziskavami in da bi pomislil, kaj pa, če so nekatere spremembe, recimo v otrokovem doživljanju sveta, zlasti tiste, ki so povezani s stiskami, z jokom, z jezo, stresom in tako dalje, kaj če so destruktivne, ker lahko so in zelo hitro so. In destruktivne so tako za genske sekvence, kot za možgane. In še enkrat, ker možgani nadzorujejo vse, kar človek počne. In nadzorujejo tudi sami sebe. So take spremembe lahko dolgotrajno vzeto seveda zelo, zelo destruktivne. Današnja spoznanja, koliko ljudi ima danes Alzheimerja in koliko ljudi ga bo imelo čez 20 let, čez 30 let, čez 50 let, številke so pošastne. Vse te številke so do določene mere seveda povezane z izkušnjami ljudi, ki se zgodijo daleč prej, preden se Alzheimer razvije, ki se zgodijo lahko celo v mladosti, ko niti slučajno nihče ne razmišlja, da bo imel čez 50 let Alzheimer. Ampak če pogledamo v možgane, že recimo pri nekaterih ljudeh lahko odkrijemo v hipokampusih prve plake. V mladosti, do 20. leta starosti. Seveda jih je malo, zelo malo. Ampak to so začetki. Čez 40 let, čez 50 let bo morda človek imel Alzheimer. Tako zgodaj se nekatere spremembe, danes govorimo o tistih, ki pogojujejo nastanek odvisnosti, začnejo. Tako zgodaj in zato jih je težko opaziti. Smo pozorni na to, ker nimamo dovolj znanja, da bi vedeli, na kaj biti pozoren, in potem jih tudi ne spremljamo in ne vidimo, kako se počasi kopičijo. Ampak znanost nam pove, da se in tudi pove, kako se. To je še ena raziskava, vidite, 24. septembra objavljena pred 2 dnevoma, ki samo potrjuje to, kar sem ravno kar povedal, zato se ne bomo zadrževali. No, tukaj se pa bomo, na kratko. Rekel sem na začetku, da je dobro pogledati kakšne številke, ko recimo razmišljam o tem, koliko ljudi je odvisnih od česa, koliko moških, koliko žensk, koliko mladih, koliko starih. Skratka, fajn je pogledati številke, hvala Bogu, so naložene na raziskavah, na internetu, tam najdete praktično vse. Zato najprej nekaj številk. Kajti včasih se zdi, da so ljudje prepričani, da verjamejo, kot da je odvisnost posod okrog nas. Kot da so vsi mladi, recimo, odvisni od računalniških igrc in pametnih naprav, kot da se na zabavah samo ekstazi prodaja in tako dalje, tako dalje. Zato je dobro, da se izognemo takim mitom in napačnim prepričanjem in tako dalje, pogledati številke, da se prizemljimo. No in če pogledamo tole prvo statistiko, ta nam pove nekaj zelo preprosto. Vidimo, da kažejo podatki na svetovni ravni odvisnosti ljudi od alkohola in prepovedanih substanc po državah. To, kar izstopa, sta dve zadevi. Ena je, vidite, da večina držav je nekje tukaj v sredini, če lahko rečem. In če spore pogledate, vidite, da je približno 0,5% do 2%, 2,5% v tem primeru so ženske v populacijah odvisnih od alkohola ali prepovedanih substanc. Približno 1% do 2%. Pri moških
je majčkeno drugače. Vidite, so številke malo večje, od recimo 2 pa do 7%. To je številka, ki si jo velja zapomniti. Izstopa pa, in to je druga zadeva, vidite, Rusija in vzhodna Evropa. Eno je tudi Slovenija. Ta pa izstop, očitno izstop. Vidite, pri ženskah se procent dvigne na 4-5%, od 1 do 2, se pravi, 2-krat več, in pri moških torej tudi so številke v Rusiji recimo do 8%. To so skrajne koordinate. Ko govorimo o odvisnostih od drog, prepovedanih substanc, prepovedanih drog in alkohola. Poglejmo si še ene številke. Tukaj govorimo o odvisnosti, se pravi drug disorders, se pravi, to so vse oblike odvisnosti od prepovedanih substanc. Zopet, vidite, ena država izstopa, Združene države Amerike. Vse ostale države, vidite, številke od 0,5, celo manj, ta laser ne dela prav dobro, 0,5 pa recimo do 1,5%. Združene države Amerike, ko govorimo o ženskah, recimo 2,5%, ko govorimo o moških, do 4%. Združene države Amerike očitno izstopa. Na podlagi te statistike lahko rečemo, da, ko govorimo o odvisnosti, recimo alkohola in drog, govorimo o 1%, 2%, maksimalno, kot smo videli prej, recimo v posameznih državah, 8%. Kar pomeni, da 97, 98, 99% populacije tako rekoč nikjer, skoraj nikjer, razen v nekaterih državah, nima nobenih držav z tem, kar imenujemo odvisnosti, recimo alkohola in prepovedanih substanc. Te številke je dobro imeti v glavi, zlasti, če pogledamo še naprej. Ko govorimo o depresiji, seveda v klasičnem pomenu, največkrat uporabljenem pomenu, ne govorimo o odvisnostih. V tem primeru bi človek težko rekel, da so depresivni ljudje odvisni, tako kot je nekdo odvisen od ekstazija in če mu ga vzameš, ima recimo potem težave ali pa alkoholikom, če imajo alkohola, imajo potem težave, tegnitele sindrome in tako dalje. Pa vendar je dobro te številke, povezavi z depresivnostjo ljudi, imeti pred seboj iz 2 razlogov. Ena je, kot bo razvidno še kasneje, da je za napovedovanje vedenja ljudi, ki bodo postali odvisni, zelo pomembno vse, kar je povezano z depresivnimi stanji, z depresivnimi občutki, z depresijami in tako dalje. Kaj ti depresivni ljudje, k depresivnemu obnašanju nagnjeni ljudje, so tudi bolj nagnjeni k odvisnostim, k temu, da postanejo od nečesa odvisni, pa magaj, če so to painkillerji, če so to tablete proti bolečinam. Po podatkih, zopet raziskava je bila objavljena 2 dni nazaj, vidimo, da je na svetu leta 2015 približno 322 milijonov ljudi, ki trpijo za tako ali drugačno obliko depresije. 322 milijonov. In še en podatek, ki neposredno povezuje to, kar sem že prej omenil, se pravi strukturo možganov, možgani nadzorujejo se naše vedenje in tako dalje, za odvisnostjo, vidimo, da je recimo hipotalamus, struktura v možganih pri depresivnih ljudeh anatomsko spremenjena. Anatomsko je spremenjena. Hipotalamus je recimo v povprečju 5% večji kot pri ljudeh, ki nimajo depresivnih motnj. Ta podatek ponazarja to, kar sem prej na začetku nastavil. Torej, z izkušnjami, s spreminjanjem genskih sekvenc, z zgodnjimi izkušnjami v življenju, se lahko spreminja anatomija možganov, na primer, v tej smeri. In ko se anatomija možganov tako spremeni, jo je ekstremno težko spreminjati nazaj. Kako zmanjšate 5% večji hipotalamus?
Ne morete. Zato je zdravljenje depresij izjemno zahtevno. Še zlasti je ta podatek pomemben, ko vam kdaj, recimo, ljudem kdaj rečejo, naprimer psihiatri, vzemite te antidepresive in bodo potem simptomi se zmanjšali ali pa zginili. To je čisti natek. Z antidepresivi ne vplivate na hipotalamus, na velikost hipotalamusa, na anatomijo hipotalamusa. To je čisto prodajanje megle. Zato vam seveda psihiatri tudi ne pozabijo reči, da boste morali imeti antidepresije vse življenje. Ker se s tem zavarujejo, ker če bi prišli nazaj čez pol leta, pa bi rekli, da ni nič boljše, bi vam rekli, ja, saj smo rekli, vse življenje. Torej, ne hodite čezaj. Vi sami jajte tablete. To so pomembne zadeve, ko govorimo o odvisnosti, kajti potem počasi postanete odvisni od antidepresivov. Vse je bilo rečeno, da jih morate imeti vse življenje. Kakšne negativne učinke to povzroči za kakšno drugo zgodbo, to nas danes ne bo zanimalo. Zdaj nas samo ta podatek tukaj zanima, oziroma ta dva. Kako veliko ljudi, recimo, ima depresivne simptome in kako je spremenjena anatomija v njihovih možganah. Zdaj govorimo samo o tem, ne govorimo še o drugih stvareh, ki se tudi dogajajo, ker potem bi šli preveč v širino. Zdaj pa, spoštovani in spoštovani, si poglejmo tele številke. Ko govorimo o odvisnostih in pogledamo samo številko, kasneje si bomo pogledali detajle. Ta podatek velja, ta statistika velja za Združene države Amerike. Zelo preprosto in zelo na hitro. Več kot 2 od 3, 70% ljudi, je ali ima preveliko telesno težo ali pa so debeli. Kar je pomemben podatek, ko zlasti seveda, ko govorimo o depresivnih stanjih in ko govorimo o nagnjenosti ljudi k odvisnosti od sladkorjev, od nasičenih maščob, rdečega mesa in tako dalje. To bomo še govorili. Praviloma, ko govorijo o odvisnostih, praviloma, o tem ne govorijo. Čeprav je 70% ljudi, ne 1%, 2,5%, kot smo prej videli pri prepovedanih drogah in alkoholu, 3%, 4%, ampak smo rekli maksimalno 8%. Tukaj govorimo o 70%. Tukaj govorimo o ekstremni debelosti pri, recimo, ženskah 9,9–10%. Bistveno več kot vsaka odvisnost od alkohola, prepovedanih substanc, pa še česa skupaj. Pa vendar, in to je confirmation bias, se praviloma omenja prepovedane droge, ko se govori o odvisnosti. Čeprav je neprimerno manj ljudi odvisnih od teh substanc, kot naprimer od drugih substanc, ki niso prepovedane, povzročajo pa armado simptomov bolezni, ki so pač povezane s preveliko telesno težo. To je zanimivo za razmišljanje, zakaj je tako. In spet, seveda med drugim tudi, zakaj je tako malo ljudi odvisnih od substanc, kot so alkohol in prepovedane droge, in tako veliko od drugih substanc, ki prispevajo k preveliki telesni teži oziroma debelosti. Ta podatek je pomemben bolj za neke druge, mogoče sociološke raziskave, zakaj se je, vidite, debelost, z rdečo debelost pri ljudeh, moških in ženskah v Ameriki, zlasti bistveno povečala po letu tam nekje 1975. Poglejte, kako gre krivulja navzgor, bistveno, ampak to je mogoče pravim za neke druge raziskave pomeni, kaj se je dogajalo v državi, z družbenim življenjem ljudi, z njihovim statusom, z delavci, z zaposlenostjo in tako dalje. To nas ne zanima, je pa pomemben podatek, ker geni ljudi se v tem času niso čisto spremenili.
se ne bo jaz ne zginil. To je podatek za Evropo, za Evropsko unijo. Zelo preprosto. Malo drugačen kot v Združenih državah Amerike, pa vendar zelo očiten. Se pravi, več kot vsak drugi človek v Evropi ima preveliko telesno težo in vsak peti, oziroma več kot vsak peti je debel. In ali ima to kakšno zvezo z eno substanco, ki definitivno ni prepovedana? Ima. Imenuje se sladkor. Spet na številnih predavanjih smo že govorili o nekem zelo preprostem dejstvu. Namreč, da je sladkor praktično povsod, ker ga rastline proizvajajo. Torej, ko jeste rastline, že jeste sladkor. Kar pomeni, da praktično ni čisto nobene potrebe, da bi dodajali sladkor, pa vendar ga, in to na industrijski ravni. Večina vse procesirane hrane, ki jo kupite v trgovini, ima dodane sladkorje. Nobene potrebe ni potem. Pa vendar je tako. Lahko se prepričate, v trgovini samo pogledate zadaj pod sladkorje. Kaj piše? Ker mora pisati. Na embalaži mora pisati. Se sestavine v tem, kar kupite. Zakaj dodajajo sladkorje? Preprosto zato, ker smo ljudje evolucijsko narejeni. Sladkor je energija. Vsaka celica v vašem telesu ga ima, ker potrebuje energijo. Potrebuje veliko energije. In sladkor je veliko energije. In evolucija nas je razvila tako, da če pojeste ali pa če zagledate na polici v trgovini čokolado na levi strani, na desni pa zelnato glavo, je zelo majhna verjetnost, da se vam bodo cedile sline po zelnati glavi. In precejšnja verjetnost, da boste pomislili, koliko bi meni zdaj tale čokolada pasla. Zakaj je tako? Zato, ker je v čokoladi veliko sladkorja. V zelju je tudi, ampak ga je ekstremno malo. V zelju je malo energije, v čokoladi, ki ima veliko sladkorja, je veliko energije. In glede na to, da ljudje potrebujemo energijo, je evolucija poskrbela, da smo tako, rekel, nagnjeni, da nam veliko bolj paše, kot se reče po domače, ko jemo nekaj sladkega, kot takrat, ko jemo recimo kislo zelje. Ljudje prej rečejo, da jim sladkor paše, ker jim res paše, ker imajo neprimerne več receptorjev in takih receptorjev, da jim pač zavest pravi, wow, koliko meni tole paše. In seveda, zdaj smo pa že zelo globoko, zelo daleč, povezani s tem, kar sem rekel tudi čisto na začetku. Zakaj se nekateri ljudje ne upirajo sladkorjem, ker jim paše, jih želijo še in še in še. Tudi krivulja diabetesa je eksponencialna, takole gor gre. In zakaj nimajo tako strastnega odnosa, recimo, do zelja? Zakaj se težko uprejo? In tudi, ko se pogovarjamo, recimo, o tem, kdaj, kakšnih analizah, recimo terapevtskih seansah, ali bi bilo fajn kakšno prehranjevalno navado spremeniti, so ljudje, dobijo kar v krču so, ko rečem, mogoče bi pa malo zmanjšali sladkorje, mogoče bi pa več zelje jedel, ker dobijo kar tak skoraj epileptičen napad. Ja, bi se dali kako drugače. Ja, se ne da, zakaj? Zato, ker potrebujemo energijo. Zdaj, z energijo je pa seveda po eni strani sorazmerno preprosto, po eni, nažalost samo po eni. Namreč, toliko energije, kot jo vnesemo v telo, jo je dobro potem tudi porabiti.
In če jo porabimo, se ne more nabirati v maščobnih celicah v našem telesu. Problem je, ker jo je treba porabiti. Sama od sebe ne gre nikamor, se samo pretvarja. Torej so kopiči. Torej to je eden od ključnih problemov. Govorimo o energiji. Drugi pa je, in to povezuje sladkorje, neposredno z prepovedanimi substancami, neposredno z rdečim mesom, neposredno z drugimi visoko nasičenimi molekulami, oziroma z vsemi, če lahko rečem tako, oblikami energije. Recimo ekstazi. Ekstazi, vsakdo, ki je kdaj poskušal ekstazi, vam bo rekel, wow, koliko je to dobra energija, ali pa energetske pijače. Koliko je to, dobiš energije, tako, ne, nobene energije ne dobiš. Samo pride določenih biokemičnih procesov v telesu, ki sprostijo energijo. Energijo imamo nakopičeno. Nič ne dobimo. Ekstazi ima nobene energije, tiste tabletke nobene energije. Sproži pa biokemične procese, ki so taki, da se potem izčrpavamo v neskončnost in seveda tvegamo, da ne skapimo, ali pa kaj podobno. Torej, po eni strani smo vsi, evolucijsko smo nagnjeni k temu, se pravi, visoko energijski hrani, nasičenim maščobam, ki imajo ogromno energije, in seveda včasih, ko smo živeli v savani, oziroma mi nismo živeli, naši predniki so živeli, ko smo živeli v savani, je bilo to zelo pomembno za preživetje. Prvič so se veliko premikali naši predniki, ker so se morali, ker hrana pač ni bila v hladilniku ali pa v šparu, zraven tam nekje votline, je bilo treba nabrati najprej, ne prije, da ni. So bili sladkorji in maščobe super fajn, ogromno energije. Poješ malo mesa, malo sladkorjev, dovolj energije. Zdaj, če si predstavljate, koliko je treba zelja pojesti za to, ali pa recimo konji, ali pa krava, mora cel dan jesti travo, ali pa panda recimo, on mora nekaj jesti, tiste vršičke bambusa, ima pač toliko malo energije, če hoče dovolj energije dobiti, mora nenehno jesti. Namesto, da jemo nenehno, pojemo nečesa, ki ima veliko energije, hitro in je to v redu. Ampak mi ne živimo v savani že precej časa. In se precej malo premikamo, razen če se prisilimo k temu, kar pa je spet problem. Tudi raziskave potrjujejo, da, to vam bom kasneje pokazal, da naši možgani, da imajo, torej ni tako samo po sebi umevno, da se hočemo premikati. Ni. K temu se treba disciplinirati. Ne gre, brez določenega napora ne gre. Ker se razplet ovira, ker je lažje ležati pred televizijo in se premikati od dnevne sobe do hladilnika in nazaj, kot pa iti ven pa prekolesariti 20 km. To je jasno vsakomur. Torej, zdaj smo že kar globoko o tem, kako smo ljudje nagnjeni osnovo k odvisnosti, naprimer od visoko energijskih molekul. Kar pomeni, da bomo šele morali nekaj narediti, da nas ne bi potegnilo k temu prekomernemu uživanju energije. Še en podatek, ker je očitno to problem, je na tem svetu 1900 milijonov ljudi, ki imajo težave s svojo telesno težavo. 1900 milijonov. Je neprimerno več kot vseh ljudi, ki so odvisni od seksa, od pornografije, od kokaina, od ekstazija, od opijatov, od česarkoli skupaj. Od tega je 600 milijonov ljudi debelih, kar pomeni, da resno tvegajo pač določene bolezni, ne samo, da jih tvegajo, ampak jih pravzaprav že imajo. Toliko glede številk. Približno razmerja, koliko je enih, koliko je drugih, koliko je drugih. Zdaj pa, prej sem pozabil, nisem pozabil, omenil sem dva dejavnika, en je energetski. Drugi, ki je neposredno vezan na to, kar se imenuje v možganih sistem nagrajevanja. Dopaminski sistem po domačem.
ljudje imajo občutek, da naprimer uživanje sladkorjev ali pa rdečega mesa ali pa pač visoke energetske hrane, da jim dobro de, se pravi, da se dobro počutijo. In res se, toda, hudič je v podrobnostih. S tako hrano, s takimi molekulami, mi res vplivamo na dopaminski sistem, vendar dolgoročno ga v resnici uničujemo. Kaj ti raven dopamina? Dopamin je nevrotransmiter, ki ga proizvajajo nevroni, možgani sami proizvajajo, stare. Dolgoročno raven dopamina pade, zmanjša se, kar pomeni, da morate jemati vse več teh molekul, je to sladkor, je to rdeče meso, kaj drugega, se ni važno, zaradi mene kokain, vse več molekul zato, da dobite enak občutek zadovoljstva, veselja, radosti, česarkoli že, kot prej. In seveda ste v začaranem krogu, tega potem treba vedno več in več in več in več in jasno govorimo o odvisnostih. Torej, še enkrat, odvisnost, biokemično vzeto, je vsaka oblika vedenja, ki ima za cilj vplivati na nekaj v naših možganih, recimo dopaminski sistem, tako, da se človek dobro počuti. Karkoli že to pomeni, vsak ima svoje kriterije, kdaj se dobro počuti, kdaj mu je fajn, kdaj mu je prijetno, kdaj je blažen, kdaj je vzhitil, ni važno kaj. Vsaka molekula, ki k temu prispeva, pomeni prispevek k vedenju, ki ga imenujemo odvisnost. Ni pomembno, katera molekula je to. Itak izdeluje sintetične nove in nove in nove in jutri bodo še bolj nove na trgu, kot so danes, čez 100 let pa še bolj nove. Ni pomemben. Pomemben je temeljni princip. Se pravi, ko govorimo o odvisnostih, se očitno dogaja v človeku, v posamezniku. Vse tisto, kar mu omogoča, da se ne upre jemanju določene substance, tudi če 1000-krat ve, da je to nevarno, da je problematično, da je destruktivno, ni važno, kaj ve, ker je ta sistem nagrajevanja občutkov, da nam je fajn, da nam paše, da nam je dobro in tako dalje, je ta močnejši od vsake vednosti. Zato še enkrat ne velja tisto, kar sem čisto začetku povedal, da bomo z izobraževanjem in razsvetljevanjem in tako dalje vplivali na odvisnosti. Ne bomo. Vse to je sicer pomembno, v končni fazi tudi to zdaj počnemo. To je pomembno, sem še zdaleč ni dovolj. Mi z vso vednostjo tega sveta ne vplivamo na dopaminski sistem. Na dopaminski sistem mi vplivamo z nečim drugim, z molekulami gotovo. Lahko pa tudi še z nečim drugim, te bomo povedali čisto na koncu, kaj so neproblematični, nenevarni načini vplivanja na dopaminski sistem, ki so veliko boljši od vsake droge, od vsake substance, tako da. No, ampak še do tega pridem. To moramo malo preskočiti, če ne nam bo časa zmanjka. Ne smemo preveč. Težko, da bi človek rekel, ko gre mimo, da mu ne bi zapasala taka hrana. Ne? Gotovo, da kakšni so, ki rečejo, briga meni. Gotovo, da so. Ampak vseeno nagnjenost je večja kot pa zmožnost za to, da se upremo in rečemo, a ja, briga meni, bom jaz daj malo zelja, pojedel pa še malo korenje zraven. Pa malo blitve še na konc. Ne bo šlo. Razen pod spet določenimi pogoji. Bodo tja še nismo prišli. Zdaj govorimo o pogojih, ki krepijo težnjo k temu, da se ne upremo. In vidite, izraz sem ga namenoma obkrožil, ta raziskava je sicer malo starejša, od leta 2014, naslov je zgovoren tega članka. Ali so lipidi hard drugs, vidite?
droga v čisto takem klišejskem, da pravi pomeni besed, kot heroin. Seveda, članek ima na koncu vprašaj, ker je to znanstveni članek in pač raziskuje nepovezave, ampak tukaj vidite, sem krožil, da trigliceridi recimo vplivajo neposredno na ta dopaminski cirkel, se pravi ta dopaminski način nagrajevanja. Ko se sproži dopaminski način, oziroma sistem nagrajevanja, ima človek celo vrsto fajn občutkov, prijetno se počuti, dobro mu je. Najedel sem se, wow, kako je zdaj fajn, tako na pol si blažen. In vidite trigliceridi, ki jih pa nočete imeti preveč, če greste k zdravniku in tam piše trigliceridi nad, ne vem, določeno vredno, že zdravnik nori, tukaj je treba nekaj narediti. Vpliva torej na isti sistem kot vse druge substance, ki jih imamo za prepovedane droge. Prosim, še enkrat, ne gre samo za kokain, heroin in tako dalje. Tukaj govorimo o trigliceridih, govorimo o rdečem mesu, govorimo o visoko energetski hrani, govorimo o nasičenih maščobah. Okay? Zato ne bi smeli prehitro nasesti in reči, hvala Bogu, sam eni tam so zblojeni reveži, ki so na trdih drogah, jaz sem pa safe, jaz sem pa navarno, dajmo še 3 zrezke. Ne, če vprašate možgane in te dopaminske sisteme, je to isto. Za ta sistem dopaminski je vseeno, odkot molekula pride. Ali jo posnifate, ali jo vbrizgate v šot v žilo, ali pa en zrezek pojeste. Molekula je molekula. Sproži biokemične procese, amen. Ni važno, odkot je prišlo. Samo mi se tolažimo, ker smo nagnjeni k temu, kar se imenuje confirmation bias, mi se tolažimo, da smo navarni, da je v redu. Mi smo pa izuzeti. Ne, nismo. Da ne govorimo o... To je tudi fajn stica. Procesirani hrani, procesiranem mesu, teno da še cel kup nitritov in nitratov, ne to še drugo, ampak ne bomo preveč, da ne bom dorekel, da me je najela na kjera industrija, da te delam antireklamno za rdeče meso. Če govorimo o drogah, meni vsi so sen, pač govorimo o drogah, vse sem še enkrat, molekule so molekule, ni važno, kako so zapakirane. Je to prah ali pa una salama, ki bi se tam imel. Kronična inflamacija, tole nas dele tudi, zdaj bomo počasi mišli, no tole bi še omenil, to pa velja kar omeniti, ker je tudi en močen kliše vezan na tole, veste koliko, ogromno je razprav o marihuani, o tem, da bi jo nekateri radi legalizirali, drugi trdijo, da je nevarna in tako dalje. Raziskava je bila objavljena februarja leta 2018, to je seveda ena raziskava od mnogih, jaz moram vseh nešteti, in preprosto preveč, bo časa zmanjkali. Alkohol, vidite, naslov te raziskave, samo omenjam ga, da bomo šli v podrobnosti. Če vprašate spet, kaj se dogaja v možganih, neprimerno več destruktivnih učinkov na možgane ima kot marihuana. To ne pomeni, da jih marihuana nima. Jih ima, ampak alkohol jih ima več. In spet je žalostno dejstvo, da se ogromno razpravlja tudi po forumih, če kaj sledite, ali marihuano legalizirati ali ne, in preganja se ljudi, ki tiste 3 rožice doma gojijo, da dobijo za en cigareto ven, se jih preganja in policija pride in ne vem kaj še v redu. Zaradi mene, če je prepovedano, prav. Ampak, a si lahko predstavljate, da kdo pride k vam domov, recimo policija, in nam zapeni 3 pere, 3 flaše piva, ki so dokazano bolj škodljive za možgane kot marihuana. Ne, si ne. Celo nasprotno je res, sicer alkohol je, se ga ne sme oglaševati, potem minister tam nekaj upozarjati, brez veze. Nekaj drugega se nam dogaja, če gledate televizijo, tudi če jo ne, je prav nekaj perverznega na tem. Če boste gledali televizijo, recimo danes, zvečer, je zelo verjetno, da boste med drugim tudi videli reklamo
za rdeče meso, ki izgleda približno tako, da neki zrezki na pol krvavi letijo po zraku in spodaj pač neki piše, kako je dobro jesti rdeče meso. Ok, toliko o paradoksih v naši družbi, pa ne samo v naši seveda. To bomo preskočili, to bomo tudi preskočili, to ne bo zanimalo, to bomo tudi preskočili. Tega pa ne bomo preskočili. Zdaj bomo počasi se dotaknili še, pogledali bomo nekatere oblike vedenja, ki jih lahko prepoznate pri drugih ljudeh, lahko tudi pri sebi seveda, ki so zanesljivi znaki, da je človek v nevarnosti, da postane od nečesa odvisen, ali pa že je od nečesa odvisen. Enkrat smo pokazali, da prav ni važno od česa, oziroma od katere molekule. Tole so, to je posnetek tako imenovanih zombi nevronov. To so tele zelene kroglice tukaj, tele zelene. Znanstveniki so odkrili v možganih posebno vrsto celic, ki se imenuje zombijevske celice. To so zelo problematične celice, ki pogosto se razvijajo iz astrocitov oziroma glialnih celic. To niso nevroni, to so druge celice v možganih. Te celice niso mrtve, oziroma ne opravljajo svoje funkcije, niso pa mrtve, zato jih imenujejo zombi. Obstajajo in delajo škodo. Če bi bile mrtve, bi recimo jih telo izločilo, tako jih pa ne izloči in se kopičijo. Na nek način je to podobno kot pri plakih, ki se kopičijo v recimo hipokampusih in vam zmanjšujejo spominsko, torej zmožnosti za tvorjenje spomina. Zombijevske celice, ki jih lahko detektiramo in zaenkrat znanost še raziskuje, na kakšne načine destruktivno vplivajo na druge, na nevrone. Na nevrone so pa zelo pomembne zato, ker nevroni v možganih, nevronske celice same od sebe ne morejo živeti. So odvisne od astrocitov, ker so astrociti priklopljeni na kapilare in prek njih dobijo kri, dobijo hrano, dobijo molekule. Nevron sam, če ni priklopljen na astrocite, umre. Zdaj, če se astrociti spreminjajo v zombijevske celice, to prav gotovo ni dobro za nevrone. Zdaj, pod kakšnimi pogoji pa se spreminjajo? Ena od mogoče najbolj v oči vpijočih ali pa najbolj res dramatičnih raziskav, ali pa vrst raziskav, se ni samo ena, so te, ki kažejo, kako alkohol vpliva na nevrone oziroma na možgane oziroma na vse to, kar se dogaja, da nastajajo zombijevske celice. O tem vemo že zelo veliko in mogoče zraven samo še en podatek, leta 2016, letno po svetu umre 3 milijone ljudi, to je za eno Slovenijo in pol, zaradi te škode, ki jo dela alkohol v, ne samo v jetrih in ledvicah in tako naprej, tudi v možganih. Samo en podatek, kajti nesporno je res, da ko alkohol razpade, etanol, ko razpade kemično, je acetaldehid, je seveda karcinogen, v tem ni nobenega dvoma in z vsakim kozarčkom, v Sloveniji je to že kar del folklore, da mora človek imeti nekje zraven sebe, vedno kozarec, po možnosti poln. To so karcinogene molekule. Nič ne more spremeniti tega dejstva. Uživanje alkohola pomeni v končni fazi, ko etanol pač razpade, pomeni uživanje, vnašanje v svoje telo molekul, ki proizvajajo oziroma ki deformirajo celične membrane in povzročajo rakaste celice oziroma tvorbo rakaste celice. Nobeno dejstvo tega ne more zanikati. Češ, vsej sam mal ali pa sam pol kozarčka, to je vse iskanje izgovorov, o katerem smo že prej govorili. In ko postane alkohol tako široko
navzoč, čeprav ne govorimo o odvisnostih od alkohola, vsako uživanje alkohola pa vendarle ni odvisnost, imamo velik problem. Je pa vsako uživanje alkohola uživanje kancerogenih molekul. Ni odvisnost, je pa rakotvorno. To bomo tudi preskočili, to tudi. Ne, tega pa ne bomo preskočili. Zdaj se približamo temu, kar sem rekel, da bomo povedali na koncu, osebnostne značilnosti. Zdaj smo govorili o genomu, malo smo govorili o možganih, malo smo govorili o okolju, govorili smo o zgodnjih izkušnjah, ki imajo otroci in vplivajo na in genom, in na možgane, in razvoj osebnosti. Ne moramo se pogovoriti nekaj o tem. Pred kratkim so najbolj obsežni psihološki raziskavi, ki bi narejali sodelovali 1,5 milijona poskusnih oseb s faktorsko analizo oziroma z diskriminacijskimi analizami, statističnimi ugotovili, da na podlagi, to že vemo, že odprej vemo, na podlagi 5 osebnostnih, temeljnih osebnostnih dimenzij. Osebnostnih dimenzij v osnovi samo 5. To je velik dosežek psihologije osebnosti, da je to odkrila. Samo 5 jih je. Na podlagi teh 5 osebnostnih dimenzij je morda, zaenkrat je to še kontroverzno, ne vemo, če je res tako, ampak zdi se, da je mogoče ekstrahirati samo 4 osebnostne tipe in samo 4. In to so tije, ki so tukaj. Zdaj, zakaj je za nas to pomembno? Za nas je pomembno to zato, ker osebnostne dimenzije, ki se razvijajo in vključujejo vse, kar smo do zdaj povedali, izkušnje, medsebojne odnose, kvaliteto življenja v družini, spreminjanje genskih sekvenc, uživanje molekul, način prehranjevanja, gibanje itd. Vse te dejavniki tako ali drugače prispevajo k razvoju tega, kar imenujemo osebnost. Ko imamo pred seboj osebnost, ko imamo pred seboj recimo 4 osebnostne tipe, potem je zelo zanimiv podatek tale. Zdaj, prvi osebnostni tip imenujejo average. Average je nekaj takega kot povprečna. Zaenkrat se še ni jasno, ali to pomeni, da je povprečna osebnost na tej zemlji taka, da ima tako strukturo, tega še ne vem. Treba še narediti raziskave, ampak tako se imenuje. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zaradi ene osebnostne dimenzije, ki je pri tem tipu osebnosti zelo izražena, in to je nevroticizem. Nevroticizem je osebnostna značilnost, ki povzema vse dejavnike, osebnostne dejavnike, ki sem jih prej omenjal, nagnjenost k mitom, confirmation bias, k poenostavljanju, rabno heuristiki in tako dalje, povzema in pomeni, da bolj ko je izražena ta osebnostna dimenzija, bolj ko je nevroticizem izražen, bolj je človek negotov. Bolj ko je negotov, nižje ko je njegovo samospoštovanje, nižje ko je njegovo samozavest, bolj je odvisen od okolja. Od drugih ljudi, od tega, kaj rečejo, prej nekomu verjame, bolj je vraževeren in tako dalje. Zdaj, ta osebnostna dimenzija, nevroticizem, je zelo pomembna pri razmišljanjih o tem, zakaj nekdo postane odvisen, ni važno od česa, in zakaj nekdo ne postane. Recimo na drugem koncu, če lahko sam še to povem, je osebnostni tip, ki je praviloma pri ljudeh zelo priljubljen, zato postane tudi vodja pogosto. To je oseba, ki ima osebnostno dimenzijo nevroticizma izrazito majhno. Oseba, ki redko kdaj izraža negotovost, ima visoko samospoštovanje, visoko samozavest in tako dalje, in druge osebnostne dimenzije, vidite, rdeče so vse nadpovprečje, so zelo, zelo visoko razvite. Zdaj, razlika med enim in drugim je tudi ta, da je teh rdečih na tem svetu so razmerno malo, onih modrih je pa najverjetneje, je to res povprečna osebnostna struktura, jih je največ. Kar pomeni, da je ta nagnjenost, izražena skozi nevroticizem, k različnim oblikam odvisnosti precejšnja. To nas zdaj ne zanima, to tudi ne, zdaj bomo pa si pogledali Pogledali si bomo osebnostne, to niso dimenzije, ampak značilnosti. Pa značilnosti v vedenju ljudi, na podlagi katerih že lahko
sklepate, da je oseba na žalost na dobri poti, da postane od nečesa odvisna, ali pa že je odvisna. Torej, več kot je teh osebnostnih značilnosti, ki si jih bomo zdaj ogledali, večja je verjetnost, da bo oseba prej ali slej od nečesa postala odvisna. In da se ne bo mogla upreti. Skušnjava. Vse veste, skušnjave se začnejo zgodaj v življenju, gotovo pa v času pubertete, ko je tam nekdo, ki vas ne govori, a bi en cigaret prižgal, ali pa bi ta prvi alkohol spil, ali pa... To so skušnjave, ne? Ki, zdaj, eni se jim upre, eni pa pač ne. In smo tam, kjer v bistvu že danes vse čas smo. Zakaj je tako? No, katere so te? Zdaj, ena generalno vzeto. Generalno vzeto so to, torej, napačna prepričanja, tem sem že prej govoril, vera v mite, vraževerje in tako dalje, napačna prepričanja. Napačna prepričanja imajo pomembno vlogo, kaj ti ljudje iščemo potrditve svojih prepričanj. Zdaj, če so naša prepričanja napačna in najdemo potrditve napačnih prepričanj, bomo še bolj vanje verjeli. Še bolj iskali potrditve in krog se sklene. In že smo, to smo tudi že prej omenjali, odvisni od lastnih napačnih prepričanj. Enako velja za neracionalno razmišljanje. Ljudje pogosto o tem raziskave govorijo, nisem se jaz tega izmislil, razmišljajo neracionalno, torej vzamejo si premalo časa in spomnite se onega izraza, ki sem ga uporabil prej pri Deni v Denetu, uporabljajo premalo natančno izdelana ali dizajnirana kognitivna miselna orodja. Torej spet, prehitro sklepajo, prehitro se zadovoljijo z neko ugotovitvijo, prehitro nekomu verjamejo. Torej, iracionalno razmišljanje in napačna prepričanja so skupni imenovalci vsega tega, kar zdaj sledi. In, kot sem že parkrat rekel, na podlagi tega lahko do določene mere sorazmerno preprosto ugotovite, kje je kakšen človek. To, kar bom zdaj povedal, so začetne oblike osebnostnega vedenja, začetne oblike odvisnosti. Vse te oblike vedenja so že znaki odvisnosti, ko se na začetku kaže. Ni nujno, da človek vsak dan na drogi, na alkoholu ali pa na cukru, je pa verjetnost, da bo kmalu. Ok, torej, katere so te značilnosti? To sam še enkrat povemo isto, to nas ne zanimali, to tudi ne, no, zdaj pa smo. Vidite, da je temelj vseh oblik vedenja, ki sledijo, so strahov. Oblike tesnobnih stanj, anksioznosti, negotovosti, človek ni prepričan, ne ve, kaj ne počne. Skratka, različne oblike strahov so zale, so podlaga za vse oblike vedenja, ki sledijo. Prva je sabotiranje samega sebe. Torej, ne vem, zanj se mi je to zgodilo v neki šoli, sem govoril o podobnih zadevah, zlasti o molekulah in vplivu na možgane, in med odmorom je neka učiteljica skoraj demonstrativno šla mimo mene in rekla, zdaj grem pa eno prižgati. Gospa, zaradi mene treba več govoriti. Ampak tako zdelo se je kot, ja, jaz vem, kaj si vse prej povedal, pa rakotvorno in luno in tretje, ampak grem kljub temu ene prižgati. To je sabotiranje samega sebe. Ni važno, kaj si človek o tem misli, to je oblika sabotiranja samega sebe. Vem, da je nekaj recimo problematično, vem, da je nekaj sporno, vem, da je nekaj, kar je lahko meni v škodo, pa vendar bom te naredil. To je sabotiranje samega sebe. To je prva oblika. Druga oblika, ki jo poganja različne oblike strahov, so pravzaprav neposredno izraženi strahov v obliki plahosti, socialne tesnobe, stiske, človek si ne upa ne samo v množico, ampak tudi med ljudi, raje zase, plah je, zadržanje, najraje kar doma, včasih se to spremeni tudi v kakšne oblike fobij, človek ne upa ven, ne upa na cesto, take oblike vedenja starši spodbujajo na žalost pri svojih otrocih, ko jih strašijo
z raznimi oblikami pripomb, češ, kaj bodo drugi rekli, če boš, ne vem, takole oblečen, če boš šel tako v šolo, če boš tole govoril. To je to. To je neposreden prispevek k strahovom, k tej obliki vedenja, ki jo tukaj nakazujemo, se nakazuje in kasneje seveda potem k različnim oblikam odvisno. Potem pride gospa, ponovadi pride gospe, s svojim otrokom, 14-letnikom, 15-letnikom, ki je že na pol čuden, in reče, jo, ne vem, kaj se je z njim zgodilo, nekaj je narobe, dajte ga vi malo popraviti, ker ste psiholog. Gospa, kako ste ga vi 14 let vzgajali, mi najprej povejte. Se ni včeraj rodil takle. Nastal je, ki je, ja, pri vas doma. Sej verjetno je pri vas živel, se ste ga vi vzgajali, ne sosed. Najverjetno. Potem gospa sam debelo gleda, češ, kaj imam pa jaz pri tem? Ja, velik, morbiti pa celo vse. Jaz ne vem, ampak nisem pa tudi požul preplaval, kako ste ga plašili, strašili, zastraševali, vzbujali anksioznost. Najbrž seveda v nekem dobrem prepričanju, ker ste sami vraževerni in verjamete in ste premalo premislili svoje vzgojne postopke, da delate čisto v redu, da je zastraševanje otrok čisto v redu, ker če se bo bal, potem se bo seveda obnašal drugače. Ne bo se. To je preprosto oblika razmišljanja, ki je bila laična psihologija in se ne zide. Enostavno ni tako. To je druga oblika. Strahovi, plahost. Naslednja oblika nezmožnost za angažma. To je v bistvu neposredno povezano s to. Prvo, človek, otrok je raje bolj zase, pri miru, ne bi se angažiral, ne bi se izpostavil, seveda ne, ker ga pa drugi videli, ne bo nič rekel, ne bo nič predlagal, zato ker pač ga je strah. Zdaj, drugo je, če to naredi z določenim prepričanjem, namenoma, zavestno, tako, drugo pa je, če govorimo o nezmožnosti. Nezmožnost je veliko bolj problematična, kajti če gre za zmožnost, pa je človek ne uresniči, ok, mogoče ima razloge, zakaj tega ne naredi. Drugo je, če je nezmožen. Ne glede na to, da ga pošiljajo psihologom, da meni se to nenehno dogaja. Otrok vas prestrašen, nevrotičen in tako naprej, ne gre k psihologu, psiholog bo nekaj naredil, pa bo zmožnost bo kar vzniknila. Ne bo. Zmožnosti, osebnostne lastnosti, osebnostne dimenzije nastajajo leta dolgo. Ben psiholog na tem svetu ne more kar poflancati osebnostnih dimenzij v nekoga, če jih ni. Ampak ljudje tako razmišljajo. Naslednja je, recimo, še ena nezmožnost za recipročnost. Človek se pravzaprav boji biti recipročen in to je ena od značilnosti tudi depresivnega vedenja. Depresivni človek pričakuje, da bodo drugi do njega prijazni, prijetni, naklonjeni, da ga bodo radi, da ga bodo sprejemali, sam pa ni zmožen tega vračati. Ne pričakuje, da bo dobival od drugih, sam pa je preprosto nezmožen. Preveč je zaprt, preveč je inhibiran, preveč je blokiran, preveč je prestrašen in tako da. Naslednja, seveda vse to se dogaja nezavedno. Težko bi zavestno človek, ker je samega sebi neprivlačnega, nezavedno pača. Zakaj? Iz istega razloga, pravzaprav kot zgoraj, bolj ko sem neprivlačen, manj sem opazen. Manj se ljudje zanimajo zame, zdaj seveda, če grem neko skrajno, seveda se potem ravno nasprotno zgodi, se spotikajo ob mene, češ, zakaj sem tako neprivlačen, ampak oblika neprivlačnosti je lahko tudi strategija, kako se določenim socialnim interakcijam izognem, nekako sem ne pritegnem pogleda drugih. To ima zanimive implikacije zlasti pri ljudeh, ki so že na pogled, recimo, drugačni, ali imajo drugačno barvo kože, ali pa rabijo vidske vozičke, verbe ali kaj podobnega, ampak v tem se tudi gledali, s tem se ne bomo ukvarjali, koliko strahov je povezani s tem. Ena od skoraj skrajnih oblik takega vedenja je, da človek izbere neprimernega partnerja, izbere partnerja, s katerim očitno ne more imeti dobrega medsebojnega odnosa, ampak ga vseeno izbere, pustimo podrobnosti, kakšna patologija je zadaj, zdaj govorimo samo o strahovih. To, kar je za nekatere ljudi znak visoke osebnostne storilnosti ali kvalitete, težnja k perfekcionizmu je v bistvu samo nevroticizem. Težnja k perfektnosti, popolnosti je nevrotična, poganjajo strahovi, tesnobe, stiske, lahko je seveda socialno zaželena, lahko je celo zelo učinkovita,
v določenem socialnem okolju, ljudje imajo nekatere perfekcioniste radi, ampak v resnici je pa to je pa motnja. Osebnostna, zadaj je osebnostna patologija. Težnja k perfekcionizmu, težnja k odlašanju. Ta je sorazmerno preprosta, ne, tako rekoč na drugi strani z perfekcionizmom, ampak pravzaprav vsaka oblika odlašanja je v resnici že nevrotična. Ne bom zdaj nečesa naredil mraj po, pa jutri, pa drug teden, ali pa po novem letu, ali pa enkrat kasneje. V resnici je to nekaj zelo drobnega, nič problematičnega, tako rekoč, človek to težko opazi, celo pri samem sebi, težko opazi, drugi ljudje morda tega niti ne opazijo, pa vendar, če to povečamo, čez 20 let se lahko iz tega enega samega sveta, sicer ne, eno tako obliko vedenja spremljajo še druge dejavniki, se pokaže potem različne oblike odvisnosti, ne bom zdaj, bom raj po. Neorganizirano sebe je bolj očitna oblika, torej, ki jo zopet poganjajo, strahovi, človek je negotov, ne znajde se, ne več dobro, kako bi nekaj naredil, in potem se te oblike neorganiziranega vedenja samo kopičijo, še bolj dramatična nesposobnost odločanja, zmeraj človek raje prepušča odločitvi drugim, ali pa čaka, da bo pač nekdo enostavno nekaj naredil, ali pa da se kar bo nekaj zgodilo, seveda se to pravilno ne zgodi, zato je ta še bolj močna, človek je še bolj nesposoben in seveda čez nekaj časa je to že kar huda osebnostna motnja lahko. Odklanjanje pomoči seveda je tudi ena od oblik, kajti ljudje se potem skušajo zavarovati tako, da rečejo, jaz nobenega ne rabim, jaz že vem, kako se stvari ustreže, bom že sam naredil, ali pa še do zdaj mi je vedno uspelo, tudi do zdaj mi bo. Zdaj bomo še malo preskočili, ker nam je čas v isto poteku in se bomo pogledali samo še scenarij. Bomo to povzeli. Scenarij. Bomo samo še to povzeli. Vse, kar smo povedali, se dogaja po scenariju. Vsaka oblika odvisnosti se je začela bistveno v preteklosti po nekem scenariju, ki ga ta oseba ne pozna, nikoli verjetno ni o njem razmišljala, pa tudi če je, ga ne razume, ne zna ga pojasniti, ker ni psiholog, nima znanja in tako dalje. Najprej torej, če povzamemo, prva točka v tem scenariju, ki privede do odvisnosti, je nezavedna prepričanja, spravi vera v mite, mene to je že postal del folklore, zlasti tukaj tisti, ki me poznajo. Pravi, ne poznam človeka, ki ne verjame v horoskop ali pa v tem, da polna luna vpliva na ljudi. To je nezavedna prepričanja, ki so preprosto napačne. Ampak to je tako zasidrano v ljudeh, da zlepa ne najde nekoga, ki bi to postavil vprašanje ali ki bi o tem podvomil. Ali pa ki bi se pozanimal pri kakšnih raziskavah, kako je s tem. In ta nezavedna prepričanja, ki so preprosto napačna, enostavno vztrajajo, se kopičijo in krepijo in krepijo in krepijo in krepijo, z vsem tistim, kar sem prej povedal, še dodatno za iskanjem teh heuristik, confirmation bias, socialno je to zaželeno, človek, če se znajde v okolici, ko je 15 ljudi, pa 14 od njih trdi, da je horoskop njim vse natančno napovedal za tisti teden, je precejšnja verjetnost, da bo ta 15, ki v to ne verjame, rajte. Ali pa bo celo podvomil, kot so pokazali eksperimenti socialno-psihološki že pred desetletji, ali pa bo celo podvomil ne vanje, ampak vase. Če 14 ljudi od 15 nekaj verjame, kdo bo pol bolj prav oni ali jaz. Bolj, kaj je neodločen, prej bo rekel jaz. Več, ko je strahov in tako zadaj. Nezavedni strahovi, to smo že ravno kar rekli, se pravi, teh strahov je, da ne bomo zdaj vsega povzemali ogromno, negotovost, tesnobna stanja, seveda to neposredno sproža pasivnost in pomanjkanje odločnosti. Čim je človek prepričan v take oblike vedenja in ima zadaj veliko strahov, pa tudi če jih malo, ni nujno, da se jih zaveda, je njegovo vedenje že zagotovo tako. Človek postaja vse bolj pasiven, neodločen, ne more se odločiti, asertivnosti mu primanjkuje, tudi takrat, ko recimo je v okolici, pa ima gotovo prav, pa ve, da ima prav, pa ne upa tega povedati. Pa se raje umakne, prepusti drugim
odločitve in tako dalje. Zdaj, upiranje avtoriteti iz navade je seveda samo hrbtna stran te nemoči. To se vidi pogosto, naprimer pri najstnikih, ker to je del njihovega odraščanja. Upiranje avtoritete iz navade, se pravi, človek poskuša na tak drugačen način, se kot oblika, pasivna agresivnost, oziroma taka oblika upiranja avtoriteti, samo zato, da se ne bi nič zgodilo, da se ne bi nikamor stvari premaknile, ker ga je enostavno strah, da bi se to zgodilo. Nezavedno sovraštvo do sebe je že izrazita oblika pomanjkanja samospoštovanja, asertivnosti, samozaupanja, odločnosti oziroma zmožnosti za odločanje. Človek, ko živi seveda sam s seboj 10 let, 15 let, 20 let in tako dalje, začne počasi nezavedno sovražiti samega sebe. Zakaj se jaz vedno, a pa ne, pogosto napačno odločim, zakaj se ne morem odločiti, zakaj tega ne naredim, pa sem si že 1000-krat obljubil, da bom naredil, zakaj tega ne naredim, čeprav vem, da bi bilo prav, da bi naredil itd. In človek počasi začne samega sebe sovražiti, ne mara se in tle smo že zelo globoko. Bolj dramatične oblike vedenja, ki iz tega sledijo, iz tega scenarija, je recimo ta. Enostavno predrzno vedenje, recimo vožnja z avtomobilom ali pa uživanje alkohola ali pa seveda tudi hrana. Dobesedno človek ima lahko 100 kg, potem ima 120 kg, pa ima 150 in zdi se, kot da nek način teži temu, da bomo videli, do kam gre. 300 kg, 400 kg in tako dalje. To so že izjemno patološke oblike vedenja, ki jih pač poznamo. In seveda hkrati zadeja je tudi teh strahov, ki jih v čas omenjamo. Če se ne moremo staviti sam, ne ime nekdo drug. To je izjemno pogosta želja ljudi, da bi jih nekdo ustavil v samodestruktivnem vedenju, ker se sami enostavno ne morejo. In upajo, ampak seveda to upanje je praviloma jalovo. To je še ena oblika istega destruktivnega vedenja, jaz to zmeram, jaz se lahko obnašam tako, kot da to na nek način, kar velja za druge, zame ne velja. To je tudi seveda zelo pogosto, to poznate, občutek, da ne morem nič narediti v svojem življenju, nič se ne da spremeniti, vse sem že poskusil, vse sem že preveril, pa nisem nikamor prišel, jaz pa vsega tega dost, nič se ne da narediti in od zdaj naprej bo seveda še več istega, to je zelo pogosto oblika vedenja, drugo ime za to je odvisnost. In spet ni pomembno od česa. Samo na detajlih se lahko potem pregovarjamo, ali je odvisnost od kokaina, v čem je odvisnost od kokaina drugačna od odvisnosti od sladkorjev, ali pa visoko nasičenih maščob, ali pa pornografije, ali pa interneta, ali pa depresivnega nakupovanja, you name it. Ni pomembno. Pomembne so vse te osebnostne značilnosti, ki so se izoblikovale skozi določeno obdobje. Možgani niso več sposobni takega vedenja spremeniti, tudi sami so, to smo par stvari prej pokazali, so anatomsko spremenjeni. Mogoče vam še to lahko, če imam tle. Pa sem bil skoraj pripričan, da imam. Sicer je ena. Saj jo imam. Recimo, anatomske spremembe, ki jih lahko opazimo, lahko jih izmerimo, lahko jih poslikamo, lahko jih fotkamo, tukaj vidite. Recimo, skrajno levo zgoraj, recimo, da so to normalna struktura možganov, kakšno lahko pričakujemo, če vsega tega, kar smo danes povedali, ni ali pa vsaj ni v veliki meri normalni možgan. Vidite, kako se na desni možgani človeka, ki je veliko telesno težo, ki je predeblo, anatomsko razlikujejo od možganov na levi. In vidite tudi, kaj pomenijo posamezne rdeče, torej barve, rumena, recimo, ki je pri tej osebi, pri ljudeh s veliko telesno težo, zelo veliko. Torej vidite, kako manjka, kako se zniža raven dopamina. Ravno ne velja, kot mislim, da celo pravi žargonski izraz, da so dobili ljudje bolj srečni ali bolj veseli, ravno nasprotno je, depresivni so.
Ravno nasprotno je pomanjkanje, veliko pomanjkanje. In vidite tukaj tudi zeleno spodaj, recimo pri odvisnosti od kokaina, levo spodaj, na desni pa od alkohola, vidite tudi, kako so možgani alkoholika in odvisnika od kokaina prerešetani po švicarski sir, da se skrčeni, fizično so manjši kot pri drugih ljudeh, in pa kako je anatomija teh možganov se spremenila. In čisto na koncu, ker možgani nadzorujejo vsako obliko vedenja, seveda tudi tako spremenjeni možgani ne morejo več spreminjati, vplivati na vedenje tega človeka, zato je še najslabše, kar slišite, najbolj žalostno, ko vam oseba reče, jaz se lahko spremenim, kadar se hočem. Ne, ravno ne moreš se. Zdaj smo pa itak že prekoračili, hvala lepa, gremo domov. A lahko sem še za dopamin? To, kar ste rekli, da boste na koncu povedal, kateri so ustrezni Čisto kratko, te slike sicer tukaj nimam. Pred ene pol leta je bila objavljena metaštudija. Metaštudija, ki je povzela 70 let raziskav na tem področju. To je gigantska študija, edina do zdaj, ki nesporno ne vem, naslova te raziskave ne vem, vem, da je na Harvardska univerza jo je objavila, bila je pa objavljena v Scientific American Mind reviji, več pa ne vem, zdaj ne bom povedati, če me boste seveda držali za besedo, bom pa šel poiskat pa povedal, ker jo imam, ali sam je tle. Kaj so odkrili? Zdaj, to, kar bom zdaj povedal, je v bistvu uvod v neko drugo temo, ki bi jo odprli na nekem drugem predavanju, in to so kvalitetni medsebojni odnosi. Zdaj, ne me vprašati, kaj to je, ker pa bomo še 2 ure tle. Vse to, kar sem do zdaj povedal, ravno niso kvalitetni odnosi. Strahovi, bojazni, strašenje, klišeji, miti, confirmation bias, to ravno ni kvalitetno. Seveda, zdaj pa novo predavanje, kaj pa so kvalitetni medsebojni odnosi, ker vemo, kaj so. Ampak to pa drugič. In dopaminski sistem, reward system, je sistem, ki je ključen za vse, kar kvalitetni medsebojni odnosi pomenijo za človeka. Se pravi, dopaminski sistem, kdaj zares cveti in je v polnem zamahu, ne takrat, ko smo na drogi. Tudi slučajno ne, smo videli, na dolge proge pozabi dopamin, premalo ga je, pa morate pa trle, pa ga vlivate v možgane. Medsebojni odnosi. Se pravi, občutki, ki vam jih sprožajo drugi ljudje, občutki, da vas potrjujejo, da vas spoštujejo, da vas cenijo, da vam to dajo vedeti, da vam to pokažejo in tako dalje, dopamin kar leti v nebo. Možgani ga proizvajajo toliko, da ne vejo, kam z njim. Da, ni glih tako, ne vejo. Torej, to. In vse raziskave, kar sem jih jaz do zdaj videl, ne samo da vplivajo na te, vse sami veste, kaj vas najbolj zradosti v življenju. Kokain, pa kvaši, alkohol, sladkor, kje pa. Kaj vas najbolj spodbuja, kaj vam da največ energije, ko rečete, wow, medsebojni odnosi, ko vam je nekdo, lahko tudi nepričakovano, rekel kaj takega, da vas sezuje. Wow, to pa še nikoli nisem slišal. Seveda, ne takrat, ko vas hoče sesut, pa vliček, pa ko je ljubosumno. To niso kvalitetni odnosi, govorimo kvalitetni. In to neposredno, pravi, vse raziskave, ker jih jaz poznam, neposredno spreminjajo anatomijo možganov, samo na drugačen način, ne tako, da imate švicarski sir na koncu. Ja, okay. A predpogoj je retikularni sistem? Itak je to med sabo povezano, ker vse informacije najprej pridejo. Če inhibiranost populacije, statična prevalenca je retikularni seveda je. Najprej, kaj je pot do limbičnega sistema? Do limbičnega sistema. Ja, zdaj najprej, tako ali pa tako veste, ampak to sem predaval tam že na gimnaziji, nekaj, na kratko, čim bolj na kratko. Vsak senzorični input je najprej ovrednoten. Se pravi, najprej gre skozi bazalne ganglije, limbični sistem, amigdalo in tako dalje, inzulo, je ovrednoten. To je bistvo. Se pravi,
mi intuitivno, še prej naša zavest, kaj o tem ve, ovrednotimo, pripišemo vrednost. Ta vrednost je najprej ne samo kognitivna, ampak je emocionalna. Spravi, mi še preden se karkoli zgodi, mi že čutimo, a je to za nas prijetno, a je fajn, a je v redu, ali pa zdaj sledila anksioznost, napetost in tako dalje. In sami veste, a ne, če je amigdala preveč vzdražena, potem blokira poti do prefrontalnega korteksa, pozabite nadaljevanje dopaminskega sistema. Izklopijo. Obratno pa seveda se te vezi med limbičnim sistemom, celotnim bazalnimi gangliji in prefrontalnim korteksom, zlasti tukaj dorzalno, a ne, da človek lahko nadzoruje samega sebe, se neposredno krepijo. Recimo med drugim, da skrajšamo meditacije. Meditacije, recimo tudi skupinske meditacije, te povezave tako krepijo, meni je žal, ker nisem bil na to pripravljen, da bi jim pokazal po nekaj mesecih, kakšne so anatomske spremembe frontalno in prefrontalno. Po nekaj mesecih. Ali pa ljudje, ki so recimo v teh self-help groups, ko se sistematično dela na kvaliteti medsebojnih odnosov in jih spremljajo, ne, v nekaj mesecih je človek tako rekoč skoraj, kot bi se prenovil. Njegovo doživljanje sebe, asertivnost, zmožnost za vrednotenje samega sebe, pozitivno, za recipročnost, za empatijo in tako dalje, kar hočete. Ampak če greva zdaj v predpogoj v sedanji populaciji, ki se to konstituira, ki se ne, ki je blokada pač iz spodnjih sistemov možganskega debla malih možganov, in najprej moramo tangirati spodnje sisteme, da gremo lahko sploh gor. Ja, zdaj po eni strani, ker veste, da delujejo top-down pa bottom-up, ne? Ja, kaj pa potem usporedno? Usporedno pa to, kar se zdaj tukaj dogaja. To, kar smo rekli. Top-down, ker možgani z novimi idejami, z drugačnim načinom razmišljanja preko socialnih nevronov tako vplivajo na vse hierarhično spodaj podrejene sisteme. To se pravi, hkrati moramo bottom-up, top-down, pridno oba sistema vpeljati. Zato, da pridemo do eksekucije porasta odvisnosti. Blokiramo, zmanjšamo, inhibiramo in potem tudi nevronske mreže seveda znamo na novo ustvarjati. Zdaj, recimo, eden najbolj dramatičnih primerov, pa tehnik na to temo so tehnike zdravljenja OKM. OKM, recimo, če imate kakšno izkušnjo, ta tehnika, to je pravzaprav najboljša, ne bom rekel, da je edina, je pa najboljša. Ste na zvezi s pacientom in vsakič, ampak res vsakič, ste na telefonu, na Skypeu zaradi mene, vsakič, ko se mu pojavijo simptomi, vas pokliče in tisti trenutek ga usmerite, zdaj bova pa tole, razmišljajva o tem, postavljate mu vprašanja, dobesedno pripisujemo nevronske mreže. In ta je pravzaprav najbolj učinkovita tehnika. Immediate response. Ja, tako. Takoj blokiramo in takoj prepisujemo prek frontalnega režima. Prosim. Ok, dragi moji, vam se mudi, morate jeti, tako da jaz vas ne bom zadržval. Takole še formalno zaključam. Najlepša hvala dr. Dušanu Rutarju za predavanje in za zanimive informacije in upamo, da se vidimo še kdaj z dr. Rutarjem in tudi z vami, ki ste prišli od zunaj.